Tetoviranje je starodavna tehnika, pri kateri se s posebnimi iglami v kožo vnaša barvila, da nastanejo trajni vzorci, slike in simboli. Gre za natančen in premišljen postopek, ki zahteva dobro poznavanje anatomije telesa, saj mora motiv slediti obliki telesa in se estetsko zliti z njim. Vse tetovaže, od preprostih linij do kompleksnih realističnih podob, združujejo oblikovanje, umetniški pristop in tehnično spretnost. Eni se izražajo osebno preko tetovaž, dajo svojo življenjsko zgodbo, svoje občutke, svoje želje, svoje življenjske izkušnje. Vsak tetover bi mogel vzeti telo kot platno, dizajn, ki ga naredi, kako mora slediti telesu, mora pasati na telo. Ljudje izberejo motiv po trendu, tudi po simboliki, tudi oboje. Tetoviranje ima dolgo zgodovino in se je razvijalo v različnih kulturah po svetu. Motivi so pogosto odražali družbene vloge, tradicijo ali pomembne življenjske dogodke posameznika. Tetoviranje je staro več tisoč let. Prvega poslikanega človeka so našli v avstrijskih Alpah, oziroma je izhajal iz avstrijskih Alp, Oci. So pa tudi že stari Egipčani bili potetovirani. Simbolni pomen je sigurno polinezijski, maorski, potem imajo tudi vikinški, kar se tiče japonske kulture, kitajske kulture. Tako vsaka kultura doprinese eno svojo zgodbo in svoj način izražanja. Tetovaže so v naši družbi vedno bolj sprejete, ampak vseeno še vedno nosijo kanček tabuja, posebej pri določenih poklicih ali starejših generacijah. Prihajajo turisti iz vsega sveta in si zaželijo, da jim narišemo Triglav. Jaz mislim, da so drugje v svetu bolj odprti glede tetoviranja. Pred leti je bilo, bom rekel, še dosti obsojenja glede tatujev. Danes se tetovirajo zdravniki, odvetniki. Danes je to ratalo družbeno sprejemljivo. Ta starejša generacija, ki je to obsojala, danes ni več tako delovno aktivna in ljudje, ki pa so delovno aktivni, so pa že zrastli z tatuji. Načeloma tetoviranje se zelo primerno stara s človekom. Kaj mora človek vedeti? Prvo si mora človek zbrati, vizualizirati oziroma raziskati na internetu, kateri tetovator mu najbolj ustreza, kako mu tetovatorski stil ustreza. Potem kakšen posvet s tem tetovatorjem in če vidi, da pašeta skupaj, gresta v projekt, ker je to za celo življenje. Čistoča in varnost sta pri tetoviranju nepogrešljivi, kakor tudi natančen posvet pred začetkom, da se preprečijo kakšne tegobe ali nesporazumi. Moram izpostaviti, da je Slovenija zelo, zelo, zelo ostra in zelo visoke standarde imamo Slovenci kot pri higieni. Skoževanje moramo imeti na vseh nivojih. Morajo biti tudi barve ustrezne, primerno pakirane, primerno zaprte. Pred tretmajem mu damo vprašalnik. Na vprašalniku so vsa zabeležena zdravstvena stanja in če vidimo, pregledamo ta zdravstvena stanja, ki jih obkluka, in če presodimo, da ni ustrezen, ga zavrnemo. Da ima na primer vitiligo, tudi avtoimuna bolezen, izguba pigmenta. Ti ne smeš tetovirati po vitiligu, ker se lahko vitiligo razširi in ga potem zavrnemo. Ja. Moraš poznati kožo, moraš poznati, kaj se lahko zgodi v primeru, tudi bradavica se
Če ima človek posip bradavic, ga ne smeš tetovirati, ker se raznašajo, ne? Sploh če so virusne. Stafilokoki, tudi HIV, razne okužbe, raznos bradavic. Ogromno je teh bolezni. Sepsa je tudi. Kdor ima željo, naj pride, to je res taka, bom rekel, osebna odločitev. Ne bi rekel, da nekdo ni primeren kandidat. Zaradi tatujev, ko seveda ni nosečnica primerna, ženska, ki doji, zelo mladi najstniki, marsikomu se tatujem ne počaka, ker se bo v parih letih čisto drugače gledal na zadevo in bo mogoče imel druge ideale ali pa druge želje po tatuju. Po tetoviranju se lahko koža odzove na različne načine. Zato je pomembno, da se tetovaže pravilno negujejo, saj to preprečuje vnetja in pomaga, da se tetovaža lepo in varno zaceli. Praktično smo imeli toliko malo reakcij na barve, da ni omembe vredno. Stranka poklicala po kakšnem dnevu ali dveh, da jo majčkeno srbi okrog tatuja. Smo rekli, da nič takega. Enostavno naj se vzame klaritin, kakšen dan, dva in bo sama izvenela. Načeloma je zelo pomembno, da je mesto, kjer se naredi svež tatu, lepo zaščiteno, lepo vedno očiščeno, sterilno, namazano z neko zaščitno kremo in s čim manj interakcijami in dotikanjem po tem mestu. To z novodobnimi orodji se tatuji naredijo z čim manj posega, razdraženosti kože in je to celinje krajše. Vsaj 14 dni naj se kot tatu neguje. Izogibamo se savnam, izogibamo se pretirani športni dejavnosti, džakuzijem, slani vodi, morje s bazenom, solarijem. Če se pri nas nekdo odloči za odstranitev tatuja, ga napotimo na kakšno kliniko, kjer imajo lasersko odstranjevanje tatujev. Ljudje si delajo tatuje v nepreverjenih studiih, pri prijateljih, ki vadijo na njih in čez čas ta tatu ugotovijo, da ni tak, kot bi lahko bil in jih začne motiti. In potem pridejo k nam, lahko popravite tatu. Za nekih primerih se da popraviti, v določenih primerih je pa tatu tako težko ga popravljati, da enostavno svetujemo lasersko odstranitev. Imamo še eno nagradno vprašanje. Kako je bilo ime osebi iz zgodovine, ki so najdlje časa nazaj pri njem odkrili prve tetovaže? Vsi vemo malo, da je ta oseba stara več kot 5000 let in kako je bilo tej osebi ime, ki je bil potetoviran in živel v obdobju pred starim Rimom. Zdaj vam pa izročamo darilni bon, ki ga bo prejela oseba, ki bo danes odgovorila na pravilno na zastavljeno nagradno vprašanje. Tetovaže niso le motiv na koži, temveč so trajen spomin osebnega izraza. In zdaj imate priložnost, da uresničite svojo idejo za tetovažo. Pravilni odgovor na nagradno vprašanje vpišite v komentar na Facebooku do konca decembra. Srečni nagrajenec bo dobil bon v vrednosti 50 € za tetoviranje.